Lepo pozdravljene na okrogli mizi o knjigi Naša pozicija, razred je pomemben, avtorice Bell Hooks. O knjigi se bom pogovarjala s Tino Bizjak, moj sodobnikar in Vlasto Jalovšič. Zdaj, gostje dogodka prosimo, da vprašanja in komentarje kar sproti zapisujete v pogovor v Zoom oziroma na prenosu na Facebook. Bell Hooks je javna intelektualka, teoretičarka, pesnica, učiteljica in aktivistka iz Združenih držav Amerike, ki se ukvarja s kritično pedagogiko, kulturno in politično kritiko, feminizmom, antirasizmom in razrednim vprašanjem. In to je zgolj drobec vsebinskih poudarkov, ki jih naslavlja v svojih številnih delih. Njena dela imajo poseben značaj, se želi pisati na način, ki lomi ustaljene kode in hegemone prakse akademskega pisanja, ki izključuje večino z vzvišenim, zamotanim, specialističnim jezikom, dostopnim le nekaterim specifično univerzitetno izobrazbo. Namesto tega vzpostavlja pisani jezik, ki je močan, oseben in političen, ki omogoča, da jo lahko bere slehernik, ki se prepozna v zapisanih živečih izkušnjah. Ključno sredstvo teoretiziranja Bell Hooks je pregovarjanje, zavzemanje lastne pozicije in preopraševanje statusa quo. Po drugi strani je že v otroštvu teorijo kot intervencijo uporabljala v pregovarjanju, da bi na stvar pogledali drugače in delali drugače. Njen upor spremlja kaznovanje, utišanje, preprečevanje, postajanje, nastajanje, podrejanje duha. Ključno za njeno delo je torej pregovarjanje, prekinitev tišine, spravljanje doživljanja v jezik in pomoč teorije, ki je osmislila osebno zgodovino in izkušnje, kot tudi širše družbene aspekte. Jasna je zvezanost teorije z obukom in bolečino, vse to pa skupaj s sistemsko kritiko. Teorije, tako kot pisanega jezika, ne vidi kot forme objektivnega poročanja opazovalca, niti abstraktnega razmišljanja privilegiranih in elitnih oseb v ekskluzivnih akademskih prostorih. Temveč je zanjo produkcija teorije osvoboditvena družbena praksa. Med teorijo in prakso Bell Hooks ni praznega prostora, pregovarjanje jim omogoča transgresijo pasivne opazovalke, premik od objekta k subjektu z osvobojenim glasom. Tako in medias res smo začele z opisom avtorice, o čigar knjigi govorimo danes. In Bell Hooks je v bistvu psevdonim Gloria Jean Watkins, ki izhaja iz imena njene prababice, ameriške staroselke Bell Hooks, ženske s ostrim jezikom, ki se ni bala pregovarjati. Psevdonim je zraven poklona prednicam tudi oblika odpora, kritične subjektivnosti in samopripisovanja. Nov narativ, ki ga je ustvarila z imenom, ki se v celoti piše z malimi črkami, je oblika preloma, ustvarjanje novih narativnih možnosti kreativnega odziva na življenjske izkušnje. Namesto kulture molka preko psevdonima zavzema uporniško družbo. Držo. S psevdonimom nudi glas preslišanim in utišanim glasovom, ki so bili zgodovinsko potisnjeni na margino. Z načinom pisanja pa omogoča, da glasove z margine slišijo ti, ki so danes potisnjeni na rob. Njeno pisanje je torej zmeraj politično. In danes obravnavana knjiga Naša pozicija, razred je pomemben, bi izgubila velik del svoje sporočilnosti, če bi na tem mestu gostje predstavila s ustaljenim akademskim kodom, vsemi strogo akademskimi nazivi in dosežki. Namesto klasične predstavitve me zato zanima avtobiografski prikaz lastne pozicioniranosti v svetu sodelujočih. Zanima me torej, kako razlagate lastno razredno pozicioniranost, kako koncipirate lastno intelektualno delo znotraj političnih in aktivističnih bojev in kako vam lastna pozicija pomaga pri razumevanju razrednih in drugih oblastnih razmer. Zdaj po dogovoru bi naj jaz začela govoriti prva, a ne Ana. Jaz sem se odločila, da bom naredila en eksperiment, ker sem prvič v poziciji, da sem na nek način interpelirana, da se zelo po ameriško, bom rekla, predstavim. In bom tako postavila zadevo v dva narativa, vi se boste pa odločili, katerega boste izbrali. In sicer prvi narativ gre takole. Rojena sem v Mariboru, v ugledni meščanski družini, ki izhaja iz linije Vauchnik. Če poznate Vauchnike, živela sem od svojega rojstva dejansko na Mladinski ulici v veliki vili, kjer smo bili najemniki, zaradi tega, ker po drugi svetovni vojni so jo moji družini zaplenili komunisti.
Zelo zgodaj me je začela zanimati filozofija, igrala sem klavir, potem sem se vpisala na gimnazijo klasično in ko sem jo končala, sem se vpisala na filozofsko fakulteto, na filozofijo in tam me je zelo, zelo zanimal feminizem. Tako da sem potem dejansko nekako padla v to feministično sceno. Druga zgodba gre pa takole. Rodila sem se v Mariboru na Studencih, v baraki in sem živela do svojega 5. leta brez tekoče vode, elektrike, urejenih sanitarij. No, to sem živela do leta 64. No in na tej parceli, kjer je stala baraka, je potem zrasla hiša. V 1. letu starosti je mama mislila 2-krat, da bom umrla, pa nisem. V 1. razredu osnovne šole sem se stepla s sošolko zaradi tega, ker je imela zlobno pripombo o mojih oblačilih. Leta 1971 smo se preselili v hišo, ki so jo starši zgradili na tej parceli isti. In v trenutku se je moj status glede na okolje spremenil. Dobila sem svojo lastno sobo, pisalno mizo, pohištvo, pravo posteljo in tako dalje. Recimo, da si zamišljate ta drugi narativ naprej. Prepuščam vam, tisti, ki me ne poznate zelo blizu, da se odločite, katerega od teh boste izbrali, katera pozicija je moja, glede na to, kaj bom v nadaljevanju govorila. Jaz sem naslednja na vrsti. Zanimivo tudi, zame je moja mama v 1. letu starosti najmanj enkrat mislila, da bom umrla, pa tudi jaz nisem. Sem prekarna delavka, samozaposlena na področju kulture kot prevajalka. V prekarne oblike dela sem vstopila reci in piši z občasnimi deli že v 8. razredu osnovne šole, pa ne zaradi preživetja v resnici, saj sta bila moja starša državna uslužbenka oziroma uslužbenec, ampak je šlo bolj za eno kombinacijo vzgojnega navajanja k delu in pač prispevka k družinskemu proračunu. Pozneje, sred 80. let, ko sem se bolj resno odločala o svoji poklicni poti, sem izbrala samozaposlitev, ne zato, ker ne bi imela druge izbire, kot se danes vse prepogosto dogaja, temveč zato, ker sem hotela svobodo in neodvisnost, ki jo takšna oblika zaposlitve prinaša. In seveda sem se tako lahko odločila tudi zato, ker v tistem času takšna zaposlitev še zdaleč ni nujno pomenila preživetja na robu revščine ali pa celo pod njim. Zdaj, stara sem 63 let, vpeta nisem v nobeno institucijo ali organizacijo, razen v Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa. In glede na mojo starost, spol in obliko zaposlitve je najbrž jasno, da nimam tako rekoč nikakršne družbene moči, razen moči besede, ki jo poleg tega, da prevajam, kadar le imam čas in navdih, uporabim tudi za pisanje, zadnja leta predvsem za portal spol.si in to o temah povezanih s položajem žensk. Feministka sem tako rekoč, odkar vem zase, in v okviru tega sem dejavna predvsem proti različnim oblikam nasilja nad ženskami, tako v zasebnih kot v javnih prostorih. To sem. Pozdravljena in pozdravljeni še iz moje strani, sem Tina Bizjak. Tudi jaz se bom pravzaprav za začetek, za mojo predstavitev navezala na stanovanjsko politiko.
V knjigi Naša pozicija pravzaprav Bell Hooks motiv bivanjskega prostora uporablja ves čas. Preko stanovanjske politike se pravzaprav spopada z razredno pozicioniranostjo. Danes, v času epidemije, ko vse poteka od doma in to epidemijo si bomo zagotovo zapomnili tudi po sloganu Ostanite doma, se mi zdi ta pogled na razredno neenakost skozi prizmo stanovanjske politike še toliko bolj pomemben. Tudi jaz, sicer še kot študentka, se udejanjam v svetu prekarnega dela, kar pomeni, da si z mojim zaslužkom trenutno stanovanja ne morem privoščiti. Pravzaprav, če sem čisto odkrita, si trenutno ne morem privoščiti niti najemnine. Ampak se v tem trenutku štejem za srečno, privilegirano, prihajam namreč iz dobro situiranega srednjega razreda, kar pomeni, da se te okrogle mize pravzaprav udejstvujem iz lastne sobe, lastnega prostora, ki mi tudi v tem času, ko vse opravljam od doma, omogoča neko intimnost in normalno, kakor tok normalno udejanjanje. Svoj študij sem začela na umetnostni zgodovini, zdaj pa v bistvu študiram sociologijo kulture. Mislim, da mi študija omogoča ta vpogled v mehanizme, ki reproducirajo neenakosti in mi dajeta nekako orodja, da se s temi neenakostmi spoprijemam. Naslavljam pravzaprav, preoprašujem tudi lastno pozicijo in kot pravi Bell Hooks je prav to osmišljanje lastne pozicije pravzaprav začetek za to, da lahko delujemo za spremembo. Pa toliko za začetek. Hvala. Razred torej je pomemben, a v knjigi ne najdemo jasne opredelitve, kaj razred sploh je. Že v predgovoru in nato tekom celotne knjige ob površnem branju dobimo občutek, da razredna delitev poteka na razmejitveni črti med revnimi in bogatimi. To je absolutno nezadostna demarkacija razrednih meja. Razred oziroma razredna umeščenost subjekta pogosto ostaja na abstraktni ravni, na ravni teorije razredov, na ravni razredne neenakosti. Teoretični akademski pristopi k razredu so tudi pod vplivom kulturno-zgodovinskih okoliščin. Na kak način, ki v ospredje postavlja bolj konkretno umeščenost v teorijo, lahko danes in to v našem okolju razumemo koncept razreda s pomočjo Bell Hooks. Bell Hooks na več mestih omenja razredni sram, rasni kapitalizem, kulturo pohlepa in tako naprej, kar so po mojem mnenju tako zelo nazorni in tudi zelo pomembni opisi nekaterih vidikov kapitalističnega reda, v katerem živimo, ne zagrizejo pa ravno v bistvo stvari. Po mojem mnenju, zdaj tole bo mogoče malo hecno izgledalo, ker začenjamo ta pogovor nekako s kritiko knjige. Po mojem mnenju je bistvo razredne umeščenosti še vedno odnos med delom in kapitalom. Kar se tega tiče, se v osnovi stvari niso spremenile, ne. Ampak v javnem govoru je to razumevanje razreda tudi v kontekstu kritike politične ekonomije, torej razumevanje v smislu odnosa do produkcijskih sredstev, povozil neoliberalni diskurs. Samo za en nazoren primer bi navedla diskurs o delodajalcih in delojemalcih, o tem so pisali in govorili že drugi, pa vseeno se mi zdi, da velja ponoviti. To poimenovanje postavlja realno razmerje na glavo. Tako imenovani delodajalci dela seveda ne dajejo, temveč ga jemljejo in si prisvajajo presežno vrednost, ki mu je to delo podlaga. Tako imenovani delojemalci pa dela ne jemljejo, temveč ga opravljajo in ga v resnici veliko dajejo. Velik del tega dela dajejo dobesedno, se pravi zanj ne dobijo plačila, ker v primeru, da bi bilo v celoti plačano, tako imenovani delodajalec ne bi prišel do dobička.
Zdaj, da je ključni vidik razredne umeščenosti še vedno umeščenost glede na odnos med delom in kapitalom, mislim, da lahko razberemo iz neštetih sodobnih dogajanj. Od tega, kako se zvišujejo pogoji za upokojitev, prek tega, da je vedno manj rednih, trajnejših zaposlitev, da je geslo dneva varna prožnost, pri čemer je prožnost tudi prisilna, je dejstvo, a ne varnost, pa so pogosto samo pobožne sanje. Potem, kot je pred kratkim prav na tem mestu opozorila Vesna Leskošek, se socialna pomoč vedno bolj pogojuje z aktivacijo. Če torej iz takšnega ali drugačnega razloga ne moreš ali nisi pripravljena na nov krog služenja kapitalu, nisi vredna te pomoči. Potem sistemi pomoči družini in sploh prebivalstvu, ki so bili zgrajeni v socializmu in so olajševali tisto, čemur se danes lepo reče usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Skratka, ti sistemi od jasli, vrtcev, menz, družbenih stanovanj, sindikalnih počitniških kapacitet, da ne rečem z današnje perspektive čisti luksuz, ti sistemi se zanemarjajo, se krhajo, se uničujejo, kar pomeni, da se nekoč podružbene funkcije spet podružinjajo. Če rečem drugače, da se tisti del skrbi za reprodukcijo delovne sile, ki ga je nekoč nase postopno prevzemala država, se spet prelaga nazaj na posameznico. In zdi se mi, da se je prav v okoliščinah epidemije vse to brutalno jasno pokazalo. Vsi vemo, da so stopnje smrti med starimi srhljive in se sprašujemo, zakaj. Jaz bom rekla surovo, zato ker kapitalu pač ni mar za odsluženo delovno silo, z njo nima kaj početi. In trdim, da zanemarjanje skrbi za stare ni posledica neke nerodne napake v političnem odločanju, ampak je to strukturna napaka kapitalističnega reda, ki nujno ves čas proizvaja takšne napake. Proizvaja odslužene in zanemarjene stare, brezdomne, ljudi brez socialnega in zdravstvenega zavarovanja, bolne, ki ne dobijo pravočasno zdravstvene oskrbe, prekarne delavke, cigane in tako naprej. Zdaj, jasno je, da odnos med kapitalom in delom seveda ne pojasni vsega dogajanja v današnji družbi, ne. Ampak nanj opozarjam zaradi tega, ker je podnaslov knjige Razred je pomemben, a ne. Hkrati pa živimo v času, ko se na ta odnos nekako pozablja ali pa se zakriva, in tudi Bell Hooks se sicer tega odnosa ves čas nekako dotika, se mu ves čas približuje, ampak meni osebno se zdi, da se ji vsakokrat znova izmuzne iz rok. In v tem pogledu se mi zdi zanimivo primerjati njeno pisanje s pisanjem Angele Davis, žal pri nas skoraj pozabljene ameriške črnske aktivistke, le malo starejše od Hooks. Prevod avtobiografije Angele Davis smo dobili že leta 1974, leto po izidu originala. In recimo Angela Davis položaj temnopoltih v ZDA zelo jasno na več mestih opredeli kot enega od vidikov kapitalističnega reda, ne. Rasiziranje, če uporabim ta sodoben izraz, po njenem služi kapitalističnemu izkoriščanju, ne. In dejstvo je, da se rasizem pojavi z vzponom kapitalizma in tako naprej, da ne zahajam predaleč. No, pri Hooks se mi pa zdi, da je ta pogled na odnos med raso in kapitalizmom in podobno na druge vidike življenja v kapitalističnem redu nekako zabrisan oziroma samo opisan prek nekih konkretnih praks, ki kažejo na te povezave.
Tako Hooks govori o bogatih in revnih, ne pa o tem, odkot bogatstvo, odkot revščina. Ne. Govori o bolj in manj premožnih in poziva tiste, ki vsaj nekaj imamo, naj bomo solidarni s tistimi, ki imajo premalo za preživetje ali premalo za dostojno preživetje. Tako naprimer sama finančno pomaga študentkam in še vrsto drugih stvari počne v tem duhu. Kar je absolutno vredno pohvale in absolutno tudi posnemanja, kar se mene tiče, recimo se me knjiga na tej ravni zelo dotaknila. Ampak dejstvo se mi zdi, da je, da na tak način samo nekoliko prerazdeljujemo dobrine. Ne. In takšna pomoč je gotovo boljša od brezimnega donatorstva, ker ustvarja neke vezi med ljudmi, ne samo materialne, tudi drugačne, kar Bell Hooks lepo opiše, vendar na koncu koncev ostane v okviru obstoječega. Ali pa če rečem nekoliko priostreno, na tak način malo bogatejša sužnja sistema pomaga revnejši sužnji sistema. Vse skupaj pa ostajamo sužnje in od številnih dejavnikov, tudi naključnih seveda, je odvisno, na kateri strani preživetvenega praga se znajdemo, nad njim ali pod njim. In pravična prerazdelitev dobrin po mojem pač ni možna brez prerazdelitve lastništva in nadzora nad produkcijskimi sredstvi in seveda tudi prerazdelitve reproduktivnega dela. Ne. Zakaj tako pravim? Če samo še en primer za zaključek. Če je pohlep, o katerem govori Bell Hooks, lahko zajel tudi manj premožne in celo revne in se mu ne zmorejo upreti, zakaj bi se mu zmogli upreti premožni in bogati, lastniki in upravljavci kapitala? Ne? Tu se mi zdi, da nekako spregledana ta logika kapitala, ki se navzven kaže kot pohlep, v resnici pa je ta pohlep, to je pač težnja k stalnemu ovrednotevanju kapitala, ki prinaša dobiček, je osnovno gonilo kapitalističnega reda in znotraj tega reda pač še vedno živimo. Kot rečeno, seveda, to še zdaleč ni vsa resnica sveta, ampak mislim, da o teh drugih resnicah bomo govorili v nadaljevanju. Ja, jaz bi se Mojci pridružila v tem, sicer je res neprijetno začeti s kritiko, ampak tudi jaz bom se pridružila Mojci v tej kritiki, kar zadeva, bom rekla, konceptualizacijo razreda. No, tako bom rekla, konceptualizacija razreda absolutno manjka v tej knjigi in na osnovi tega seveda tudi manjka dejansko intersekcionalna povezava med raso in razredom. Ne? Razlog za to je pa seveda tudi to, ker je rasa razumljena tipično ameriško, bom rekla, kot nekaj, kar obstaja kot naravna danost. In tudi to ni tematizirano. Skratka, konstrukcija same rase, recimo jaz se zelo rada oprem tudi pri razlagi ameriškega rasizma in rase na delo Theodora W. Allena, ki je pač dejansko pokazal, kako je bil ameriški rasizem zgrajen na izkušnji tega bounded labor, ki je v neki točki zadevalo tako belce kot črnce, s tem, da on govori recimo o irski delovni sili, ki je prišla v Ameriko in je že tako ali tako bila v tej poziciji rasnega razlikovanja glede na Angleže, ker pač od tam izvira ta, bom rekla, kulturni rasizem evropski, ki se je tam oblikoval. Hibernicus je tisti pač, ki je izraz za to in pokaže dejansko to, da pač rasizem nastane iz socialnega enakega položaja, kjer med dvema skupinama ni nobene druge razlike, razen barve kože. In v tej točki se vzpostavi to rasno razlikovanje.
Tako da, po moje, če razreda ne tematiziraš in če ne pokažeš razreda, ki seveda je v razmerju izrazitem do lastnine, in jaz sem šla prav pogledat, na kak način avtorica tematizira lastnino, seveda govorim ne o lastnini, ki je osebna lastnina. In tukaj se mi zdi, da stalno ona govori o osebni lastnini. Mislim, da jaz sem šla preštet v drugem delu knjige, tam od 6. poglavja naprej, je denar omenjen 94-krat. Lastnina pa kot zelo poredko na ta način, da bi seveda pojasnila pozicijo nekega družbeno-ekonomskega razreda, in sploh pa ne lastnina produkcijskih sredstev, ki je pa, kot vemo, ključ. Mislim, ne gre za to, koliko sem jaz osebne lastnine pridobila iz obstoječih kapitalskih razmerij, ampak gre dejansko ne samo za to, koliko sem jaz osebno bogata. To je en moment zadeve, ki se mi zdi problem. Drug moment zadeve je pa seveda to, da ona zelo upravičeno opozarja in kaže pač nek fenomen, ki je fenomen seveda razredne družbe, kapitalske, ki izhaja od tod, da pač kapital proizvaja presežek, ki si ga eni prilaščajo in na osnovi tega seveda neupravičeno, bom rekla, bogatijo, prav namenoma bom uporabila ta termin iz socializma, neupravičeno bogatenje. Drugi pa postajajo sami odvečni. Oni so v resnici odvečna, presežna bitja in ta revščina, ki jo ona opisuje, ti skrajni primeri revščine, recimo, ki jih ona ne umesti jaz bi rekla, v to kapitalsko razmerje, je pravzaprav rezultat proizvodnje tega presežka, ki proizvaja odvečne ljudi v resnici, ki so lahko samo še morda koristni za neko konzumpcijo, niti ne več rezervna delovna sila, ampak obstajajo kot ta armada, ki je pač tam in je za njo vseeno, ali je ali ni, razen kolikor ne nastopa kot nek potrošnik. In tretja zadeva, ki bi jo pa še rekla, je pa to, mene je knjiga sicer tudi fascinirala z tega stališča, kako je napisana, izjemno stilistično, neverjetno, in tudi ta kombinacija avtobiografskega pristopa in refleksije. Vendar, na koncu, ko sem zdaj brala slovenski izvod, ker sem predtem brala angleško, me je pripravila do neke neverjetne jeze. Jaz sem bila strašno jezna na avtorico, v smislu tega, da sem v končni instanci knjigo videla kot nek moralistični pristop namesto politični. In potem sem šla spet nazaj gledati, pa kdo je zdaj ta mi, ki se moramo, kje je zdaj ta subjekt, ki ga ona prinaša. In jaz ga žal nisem našla. Potem sem pomislila, da je knjiga napisana leta 2000 in da noter stoji stavek, v angleščini ga imam tle zapisana, and whether they like it or not, one day they will have to face the reality. This is not a class-free society. Leta 2000, ugotovitev, jaz se čudim, zato to opozarjanje na Angelo Davis, in moj kolega je danes, ko smo imeli bralni krožek, točno to rekel. Zakaj pa ni Angela Davis je tista, o kateri bi bilo treba debatirati. Tako da na nek način se mi zdi, da je briljantna knjiga, ki na površju fantastično opiše zagate in problematiko, ampak vendarle tam v globino pa ne gre. In hkrati še to bi rekla, na nek način, mislim, teh nekaj stavkov, recimo, ki sem jih jaz, bom poiskala še to, bom rekla, ki so mene razjezili, vam bom rekla, ki mu jaz pravim moraliziranje, skratka, namesto politike pač neka, jaz razumem, čudovito je, če lahko ponovno odkriješ krščanski etos, in o tem pišeš, in mislim, da je danes narobe, da obstaja ta nek divizionizem, kjer bi se levica dejansko lahko sklicevala na krščanski etos, pa v resnici a priori recimo zavrača religijo kot tako. In se mi zdi, da tukaj ona naredi nek korak naprej. Ampak ko stavek izreče
Všeč mi je, da lahko denar, ki ga zaslužim in ne umešča v višji ekonomski razred, uporabljam za prerazdelitev bogastva, da ga lahko s pazljivimi praksami dajanja in deljenja uporabljam za krepitev ekonomske blaginje drugih. In potem nam še sugerira, in dejansko je knjiga to, po moje, poskus ponovitve prakse consciousness raising iz 70-ih let feminističnega gibanja na neko vprašanje razreda danes. In potem ta neka projekcija, da ne moremo spremeniti razrednega zatiranja, in mislim, da skoraj citiram zdaj, če ne bomo spremenili načina razmišljanja vseh o pridobivanju in dajanju. In to je, po moje, mislim, nikoli ne bomo spremenili načina razmišljanja vseh in tukaj zelo manjka nekega premisleka strukturnih razmerij in načina, kako dejansko zadevo strukturno, ne pa zgolj skozi spreminjanje zavesti spreminjati. Četrta teza, Marksova o Feuerbachu, mislim, da nekje tako, da pač učitelj tudi mora biti vzgajan, da se mora zavedati tega. Skratka, ta nekako moralistično razsvetljenska pozicija je mene v knjigi zelo zmotila. Kljub nekaterim briljantnim uvidom, ki jih ima. Z veseljem se v debati vrnemo še k Angeli Davis. Tukaj bi lahko imeli še celoten nov pogovor o tej avtorici, ki v slovenščino ni prevedena, razen njene avtobiografije že takrat v 70-ih, pa potem v srbo-hrvaščino, zakaj sem postala komunistka, v Marksizam danes. In to je to, kar imamo od nje in njena dela so absolutno nujno brana danes in tukaj pri nas še vedno. Ampak na tem mestu se lahko morda vsaj, kar se tiče razumevanja razreda, strinjamo z Jasmino Šepetavc, ki v recenziji knjige izpostavi, da če se z avtorico Bell Hooks šele spoznavate, začnite morda raje pri kakšni drugi izmed mnogih knjig Bell Hooks. Zdaj po pritisku najprej k ameriški predstavitvi, kot je že izpostavila Vlasta Jalošič, in na nek način zgolj kulturnemu, simbolnemu pristopu k koncepciji razreda, ki pogosto izhaja iz kulturnega imperializma ZDA, namesto politično-ekonomskega pristopa, kot je omenila Mojca Dobnikar. Jaz mislim tudi iz tega vidika pristopiti k obravnavi knjige. Bell Hooks v svojem delu govori o kontekstu Združenih držav Amerike na prelomu tisočletja, knjiga bi izšla leta 2000. Konkretne izkušnje so tam izrazito drugačne kot pri nas. Zdaj menite, da izpostavlja tudi za nas relevantne vidike razredne umeščenosti. To je tudi že Mojca Dobnikar omenila, naprimer razredni sram, rasni kapitalizem, kultura pohlepa, tudi krščanski vidik skrbi za revne, oziroma bi v našem prostoru izpostavile druge ključne vidike razredne umeščenosti. Mislim, mi imamo drugačno situacijo, in hkrati imamo podobno situacijo, zato knjiga dejansko tudi govori o naši situaciji, do neke mere, seveda. Ampak mi, ki smo, recimo jaz, ki sem dinozaver iz socializma še, in ki sem doživela vrednoto enakosti. Recimo, jaz sem našla paralelo, ko ona govori o tej neki, bom rekla, malo romantizirani črnski skupnosti, v kateri pač je obstajala neka vera v to, da je potrebna solidarnost in da je enakost vrednota in tako naprej. Potem pa se je zgodilo to, da je en del skupnosti pač korakal navzgor po družbeni lestvici in se je ločil od te jedrne skupine in seveda svojih privilegijev ni uporabil za to, da bi druge potegnil za sabo, bom tako rekla. Bili smo v situaciji, kjer je enakost bila dejansko vrednota. Vrednota zapisana, skratka, kot nekaj, kar je ustavna kategorija, hkrati pa je enakost bila tudi vrednota, po moje, ki je bila zasidrana v zavesti ljudi.
Skratka, ni bilo treba ljudi osveščati o tem, da je enakost vrednota. To je bilo nekaj samoumevnega. In če pogledamo dohodkovne razlike, ki so obstajale v socializmu, čeprav ni bila to brezrazredna družba, so vendarle bile, če pogledamo samo to dimenzijo, v razmerju 1:5, če se ne motim, med navadnim delavcem in menedžerjem. To se je danes strahotno spremenilo, kot vemo. In ta velika sprememba iz enakosti kot vrednote v to, da je enakost tisto, kar je razvrednoteno kot neka komunistična ideologija v resnici, je to okolje seveda prinaša, in seveda je to bil nek proces, neke diversifikacije, skratka, pohoda v smeri pač nočemo sive komunistične enakosti, bla, 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 ki seveda in nismo v jugoslovanskem socializmu nikdar imeli, ampak vendarle je šlo v tej smeri, da se je začenjalo enakost, se jo je definiralo kot istost in z tega stališča je bil narejen napad na vrednoto enakosti. In v trenutku, ko ti razvrednotiš enakost kot to, je zelo težko je vrniti nazaj ugled. In recimo ona poskuša to v tej knjigi narediti in v tem smislu mislim, da obstaja neka paralela in da so vprašanja, ki jih naslavlja, seveda tudi za nas izjemno aktualna. Recimo, ne vem, mislim, da smo bili vsaj nekateri šokirani zadnjič, ko so se trgovine ponovno odprle in ko smo videli dolge vrste ljudi, ki so tam stali in ki jih je zgolj to zanimalo, a bodo, vsaj tako se je zdelo, svoje dobrine lahko kupili. In zelo hitro seveda se lahko zalotimo, pa razumemo same sebe kot neko elito, ki se jim to pač zdi nekaj, kar je za malo, poglejte, se lahko bi živeli, če karikiram, skromna življenja in se pa mogoče ne rabijo vsega tega in tako naprej. Tako da jaz vidim tukaj dejansko zelo dosti materijala za premislek in se mi zdi, da seveda knjiga je izjemno aktualna. Tisto, kar je pa še, po moje, kot nek ključni vidik razredne, ali pa mogoče, jaz bi rekla, tisto, kar je treba poudariti, je to, da morda v našem primeru ne gre niti toliko za vprašanje problematike razredne umeščenosti, da bolj gre za vprašanje deklasiranosti, ki ga tudi ona načenja, ampak ga ne naslovi kot takega. Skratka, gre za skupine ljudi, ki sploh niso uvrščene v razred, zaradi tega, ker dejansko sploh niso znotraj razmerja delo-kapital. In to so vprašanja, ki seveda jih je treba načeti v tem smislu. Recimo je pravica do dela, ki jo ona, ne vem, če jo omenja, ampak pravica do dela nekaj ključnega v naši situaciji se zdi. Ni neka, bi lahko rekli, meščanska zahteva, ki jo moramo pač postaviti, gledajte, vse ženske tako ali tako moramo delati. Pravica do plačanega dela je nekaj, kar je izjemno pomembno. Oziroma pravica do dostojno plačanega dela, še bolj natančno. Tina, ali si želela nadaljevati? Ja, sem želela izpostaviti še en tak vidik, ki se je meni zdel pomemben, in sicer, da tekom knjige pravzaprav Hooks poudarja, da je pomembno vzgojno orodje, da so mediji, in zdi se mi zanimiva njena teza, da pravzaprav pomanjkanje razredne zavesti povezuje prav s tem, da je tudi delavski in srednji razred sprejel pravzaprav idejo hedonističnega potrošništva, torej ideološko mišljenje bogatih. Prav tako bi izpostavila tudi njen citat, da včasih, ko je bila ona mlada, niso poznali nikogar, ki bi v življenju zavestno izbral pozicijo revnega. Da se je ta konstrukt pravzaprav revnega kot plenilca, ki raje kot zaposlitev išče miloščino, oblikoval v 70-ih letih. In da od takrat revne pravzaprav vidimo kot izkoriščevalce, ki raje
kot da bi produktivno delali, pravzaprav izkoriščajo miloščino za svojo lenobo in neproduktivno življenje. In ta diskurs se pravzaprav, se mi zdi, tudi danes ohranja, da smo pravzaprav to, kar si lahko kupimo. Tako da je treba tudi ta vidik revščine oziroma razredne neenakosti gledati skozi vzgojno orodje in se mi zdi, da to lepo izpostavi na mestih, kjer izpostavi, da se je pravzaprav prav izobraževanje za kritičnost zavest zdi ključna za to, da se lahko spopademo z razredno neenakostjo. Čeprav kot sta že sogovorki omenili, na mestih umanjka tudi ta strukturni princip. Tukaj se postavi potem vprašanje, ki ga ona tudi ne naslavlja, ki ga mi v veliki meri seveda naslavljamo, zato ker imamo izkušnjo socialno državo, Amerika je pa seveda nima, ne. In tam je to nekaj, kar smo imeli in smo zlahka zapravili. In meni se zdi, da se tako ta nagnjenost k temu, ne, da se tematizira neposredno dajanje, ki je postalo praksa tudi pri nas, ne. Ta povečani humanitarizem, kjer namesto socialne države funkcijo tega neke prerazpodelitve, če je to sploh kaj, to ni prerazpodelitev, ampak je neko dajanje podpore osebne, humanitarne revnim v primeru katastrof, ki jih doletijo, ne, to je to. Te akcije, recimo pa botrstvo, pa tako naprej. Vse to, kar bi morala upravljati socialna država, ne, je zdaj preloženo na posameznike pa na neke iniciative, ki to pač počnejo, zato ker je to potrebno, ampak s tem hkrati prevzemajo odgovornost in seveda razbremenjujejo ta potencialni mehanizem, ki bi to moral početi. In to je eden od ključnih problemov, ne. In tukaj zdaj vidimo to vprašanje sramu, ne, ki se pojavlja pri revnih, ki ga prej nismo poznali v takšni obliki, ne, kot stigma, ki gre iz generacije v generacijo potem tudi lahko, ne. To vprašanje sramu takrat, ko funkcionira mehanizem socialne države, ki prevzame obvezo prerazpodelitve na način, da ljudje nimajo občutka, da se jemlje enim, pa neposredno daje drugim, ne. In zdaj tukaj je stopil nek diskurs davkoplačevalcev, ki ekvalizira kvazi vse državljane in kjer se govori o tem, kam bo skratka davkoplačevalski denar šel, ne, na osnovi tega, ne. In vse bolj so poudarjeni davkoplačevalci in njihov denar, kot da gre za vaš denar, kam ga bodo dali. In ta diskurs parazitstva seveda izhaja iz te mentalitete, da je država pač država poredi vaš denar, ne. In jaz sem se zadnjič pogovarjala z mojim sosedom, Šučotom, in sem govorila pač o tem parazitskem diskurzu z njim in on mi je rekel, pa kaj govorijo o tem, pa to ni moje, tisti, ki mi to pravi, to je vaš denar, je čisti demagog, to nikdar ni bilo moje in ni moje in nihče ne deli mojega denarja, ne. In to je tudi zamegljevanje, dejansko bom rekla, to ustvarjanje vtisa, ne, da je država nek mehanizem, ki razdeljuje nekaj, kar je v resnici naše, ne. In tu se mi zdi, da tako kot država kaznuje kriminalce in uporablja mehanizem prava in pravic, da se izogne nekemu linču, in medsebojnemu maščevanju mora uporabiti tudi mehanizem socialne države. Na isti način v resnici gre za to, ne, da dejansko tukaj posreduje, ne. In ta diskurs se mi zdi, da je izjemno nevaren. Skratka, kjer mi nastopamo kot neki potrošniki države in ona pač nekaj deli, kar je v resnici naše, ampak je samo posrednik, ne. In to seveda priča v resnici o tem celotnem procesu, ki gre pač v smeri, jaz bi rekla, skoraj popolnega zatona enakosti, ne. In to ima seveda tudi materialne oziroma neke dejanske učinke, kjer od sistema socialne podpore prehajamo k sistemu delovne podpore, kjer moraš biti bolj zaslužen revež, da si upravičen do socialne pomoči, se moraš dokazati, kako zelo se trudiš najti delo. Torej,
Revščina je tvoja individualna odgovornost in se v bistvu s tem namesto splošne solidarnosti se v bistvu razgraja socialna država in se vse premešča na posameznika. In na tem mestu je morda tudi pomembno vprašati, kako lahko razumemo kompleksno soplivanje strukturnih neenakosti, to intersekcijo oziroma množenje učinkov različnih oblik strukturne neenakosti, rase, spola in razreda, namesto da to zvajamo na individualno odgovornost. Avtorica posebej izpostavlja, kako boljša finančna pozicioniranost, recimo temnopoltim osebam v Združenih državah Amerike, omogoča, da pozabijo na rasno solidarnost, oziroma njihova materialna privilegiranost omogoča blaženje in zmanjševanje rasne diskriminacije. Ta vseeno ostaja, a je zaradi rasne nesolidarnosti in razredne razlike težko koherentno naslovljena. Ena temnopolta oseba ni enaka drugi v razredni poziciji, ena predstavnica delavskega razreda, ena delavka ni enaka drugi v spolni rasni strukturi neenakosti. Kako vi razumete notranje boje med razredno in rasno pripadnostjo? Menite, da Bell Hooks ponuja jasno vizijo bojevanja na več frontah hkrati ali ne? Jaz bom se pustila interpelirati, zelo kratko bom skušala najprej odgovoriti, mogoče da dam neko iztočnico. Mislim, odgovor tukaj ni lahek, zaradi tega, ker je v tem primeru treba pač misliti zelo konkretno vedno. Skratka, treba je misliti iz neke posamične situacije na neko občo situacijo, ampak v končni instanci, mislim, da tukaj ne gre za neko veliko filozofijo, tu gre za nekatere osnovne zadeve, ki pač morajo biti izpolnjene. Otroci ne smejo lačni hoditi v šolo, kot bi rekla Hannah Arendt, ne. Mislim, recimo, da je to tako. To pomeni, da pač morajo obstajati nekatere elementarne zadeve, ki so dostopne absolutno za vse. Jaz nikdar ne bi mogla študirati, zdaj me boste prebrali, katero od dveh zgodb spadam, seveda, če ne bi živela v socializmu, ki mi je omogočil dejansko to, da sem pač lahko svoje neke kapacitete razvila. Nikdar ne bi dobila izobrazbe, ki jo imam. Nikdar mi to ne bi bilo omogočeno z pozicije okolja, z katerega sem izhajala. In samo zaradi tega, ker je obstajalo izobraževanje, ki je bilo dostopno za vse, kjer sem jaz seveda se sramovala in sem imela vse te občutke, se lahko zelo identificiram z avtorico, ne, se stepla s svojo prijateljico, ki je imela pripombe na mojo revščino, sošolko, ampak vendarle sem znotraj tega sistema lahko dosegla neko izobrazbo. To pomeni zdravstvo, ne? To, da jaz in Mojca nisva umrli, ko sta mami mislili, da bova, ne glede na to, da moja mama je sicer bila revna medicinska sestra, ne, takrat lihkar zaposlena mlada mama, ampak tudi zdravstvo je najbrž prispevalo k temu, da me je takrat spravila v bolnico, ne. Potem vprašanje nekega temeljnega dohodka. Jaz v svoji mladosti nisem videla brezdomca. Mene to vsakič na novo šokira in se počutim nemočna spričo tega. Jaz ne morem brezdomca povabiti k sebi domov, niti ne bi tega naredila. Mislim, ne pade mi na kraj pameti, da bi to naredila. In tega koraka nisem pripravljena narediti, tako kot koga drugega, nisem pripravljena vzeti domov tudi brezdomca. Ne? In nek temeljni dohodek v vseh njegovih oblikah, ne? Tako neposredno kot sicer. Poglejte, 2 dni nazaj, to je nezaslišano dejstvo, je poslanec Desusa, ki se deklarira za socialno stranko, glasoval proti povišanju minimalne pokojnine. S katerim argumentom? Z argumentom, da mi sami vplačujemo v pokojninski sklad in da moramo glede na to tudi dobiti. In mislim, to je absolutno škandalozno. Seveda je pokazal svoj pravi obraz in kam sodi na političnem spektru, ne? Ampak vendarle, to nam govori pač o tem, kam dejansko, na kak način ljudje razmišljajo in kam gremo. In to se mi zdi, da je osnovno. Šele, bom rekla, ko imamo to, ne, potem se lahko začnemo pogovarjati zares o katerikoli enakosti. Rasni, spolni, itd., ne, zdaj da ne naštevam cele verige, ne, ampak takrat, ko vsak ima dostop do tega in ko vsak ima neko materialno bazo, iz katere lahko izhaja, ne.
Ja, če se navežem na Hooks, ona pravi, da v bistvu revščine danes ne moremo razumeti, ne da brez povezave na spolno in rasno neenakost, da je revščina v bistvu spolno in rasno zaznamovana. Trdi, da se je razredno sovraštvo pravzaprav preselilo na telesa črncev. V knjigi zapiše, da v njeni soseski vsi verjamejo, da je obraz revščine črn. In skozi ta diskurs potem razlaga tudi stanovanjsko politiko in nepremičninski rasizem. Ta konstrukt obraza revščine kot črnega obraza pa se mi je zdaj zanimiv tudi na trenutno situacijo epidemije. V ZDA se je ta zakoreninjenost strukturnega rasizma pravzaprav zelo dobro opazila v času, ko so si mogli nadeti maske tudi zunaj. Predvsem v večernih urah so na ulicah takrat večkrat patrulje policajev ustavljale z masko prikrite temnopolte obraze, zato ker so te danes povezani s kriminalom. V nekaterih državah so zato celo uvedli akcijo Tipping the Mask, kar je pomenilo, da so morale osebe, preden so stopile v trgovino, pravzaprav svoj obraz legitimirati na način, da so spodmaknile masko, da so se pokazale, in to je zopet veljalo predvsem za temnopolte osebe. Tako da iz tega vidika se mi je zdel zelo aktualen ta navezava revščine na rasno zaznamovanost. Še bolje se mi zdi, da ona to potem opiše v okviru stanovanjske politike. Jaz sem se začela s temi različnimi oblikami diskriminacije, neenakosti in tako naprej srečevati skozi feminizem. In mi je bila to zelo zanimiva izkušnja, ker takrat na začetku, sredi 80-ih let, Vlasta se bo tega dobro spomnila, ko so začele nastajati prve feministične skupine drugega vala. Pri nas smo v nekaterih skupinah imeli za samoumevno, da ker smo ženske, smo enake. Pa se je seveda zelo kmalu izkazalo, da ni tako. Recimo, ene smo imele čas se iti aktivizem, druge niso imele časa, ker so morale poleg študija se preživljati, recimo. Potem druga taka zelo točka, kjer se je skoraj začelo lomiti, je bilo vprašanje spolne usmerjenosti, ker smo v skupinah, v prvih skupinah, mogoče nekako samoumevno se pogovarjale, kot da smo vse heteroseksualne, čeprav v resnici nismo tega za samoumevno jemali, ampak diskurs, ki smo ga vzpostavili, je bil tak, da so se lezbijke počutile pač odrinjene na rob, na stran ali celo stran. No, to zadevo smo relativno hitro rešili. Ko sem se pa začela ukvarjati z nasiljem, sem se pa v bistvu šele zavedla vseh teh razsežnosti neenakosti in narobe sem se izrazila, rekla sem, ko sem se začela ukvarjati, trajalo je kar nekaj let, da sem se zavedla vseh teh razsežnosti. Od tega, da kakšna razlika je, če sem jaz izobražena, kar pomeni, da imam dostop do informacij, kaj lahko naredim kot žrtev nasilja. Prek tega, če sem kolikor toliko premožna, imam neka sredstva, si lahko vsaj na nek način pomagam, če sem žrtev nasilja. Prek tega, kaj če sem priklenjena na voziček, pa mogoče niti do telefona ne morem, ko bi rabila poklicati na pomoč. Ne pozabite, takrat še ni bilo mobitelov, seveda, vsaj ne tako široko razširjenih. Tisto, kar me je pa najbolj nekako streznilo, je bilo pa vprašanje pomoči romskim ženskam, ki so žrtve nasilja. Takrat sem se pa zavedla, da dejansko imamo tudi pri nas gete, čeprav sem jaz te gete poznala še v svojem mladosti, ker sem kar nekaj let živela v Novem mestu, kjer gotovo poznate, je več romskih naselij, še danes.
In tisto, kar sem hotela tukaj opozoriti, je, da pravzaprav, da se ta getoizacija na nek način stopnjuje, čeprav po eni strani se nekatera romska naselja postavljajo na noge, če lahko tako rečem, se integrirajo, a ne, v tem oblastniškem diskurzu in tako naprej. Po drugi strani je pa tudi tam, tako kot sicer v družbi, vedno več revščine, vedno več ljudi, ki ni šans, da bi dobili zaposlitev, vedno manj otrok spet hodi v šole, čeprav pogojujejo socialno pomoč s tem, da se otroci šolajo in tako naprej. Skratka, ko sem brala Bell Hooks in opise nekatere teh situacij, v katerih živijo temnopolti, so me nehote dejansko spominjali na te naše gete, ki jih še vedno imamo. Pravzaprav sem hotela na to še povedati, da ni dolg nazaj, nekaj let, ko sem neki kolegici pomagala pri magistrski nalogi, v okviru katere med drugim izpeljala intervjuje s socialnimi delavkami, nekatere so zaposlene v institucijah, nekatere v nevladnih organizacijah. Okvir naloge je bil nasilje nad ženskami. Iz teh intervjujev je bruhal šovinizem do romskih žensk, do priseljenih žensk z juga, se pravi z področja bivše Jugoslavije. Bruhal, skratka, ne davno nazaj, ampak ravno kar, čeprav vemo, da v bistvu se ta šovinizem žal stopnjuje, ne pa zmanjšuje. Meni se je zdaj še ena misel utrnila, če smem, Ana. Se mi zdi, da v tej knjigi obstaja tudi en moment, ki nam kar pomaga pojasniti recimo razvoj ne samo v zadnjih 10 letih, ampak recimo to, kar se je v zadnjih 10 letih v Združenih državah Amerike dogajalo, seveda potem na nek način kulminiralo v izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike. Ona namreč govori v nekem momentu, ko izpostavi ta moment črnska elite, ki se dvigne. Recimo, jaz sem zadnjič bil en fantastičen dokumentarc, ki je prikazoval dejansko, bil je posnet mislim, da nekaj let nazaj, kjer je avtor skušal ugotavljati, kaj je zdaj tisto, kar je v Ameriki spodbudilo to, da so ljudje volili Trumpa. In je pokazal, kako se producira ta razdeljenost, pa jo bom jaz dala pod narekovaj, ker mislim, da razdeljenost ni nekaj navadnega, naravnega, ampak je nekaj, kar je na osnovi neke socialno-politične strukturiranosti še dodatno potem lahko pač neka politika privzame strategijo divizionizma, bom to imenovala, in seveda potem na ta način pridobi na volitvah in svoje sledilce in tako naprej. O čem govorim? Ona govori o tem, da so pač s tem, ko se je en del skupine, ki je rasno diskriminirana, povzpel v razredu navzgor, so tisti, ki so ostali zadaj, začeli razumeti skupaj s svojimi, skratka, zabelci, ki so živeli v podobnih situacijah, da imajo nekaj skupnega. Skratka, očitno je prišlo, jaz bi temu rekla, do neke rudimentarne v tem okviru razredne zavesti, o tem, da so deprivilegirani, da so tisti, ki so izgubili. In tukaj, zdaj ni bilo leve politike, te, o čemer ona govori, 2000 je pisala to. Kje so zdaj te leve politike, ki so znale mobilizirati
oziroma se opreti na strukture teh ljudi, ki so razumeli, da so oni tisti, ki so izgubili in da so deprivilegirani pač zaradi zaradi razrednega razlikovanja. Ne? In tukaj po moje pridejo politiki noter, kot so Trump, Orban in Janez Janša, ki uspejo potem skratka s tem razdeljevanjem, ki pa potem intersekcionalno poteka, vse kategorije intersekcionalnosti skupaj izjemno dobro mobilizirati, tako da ustvarijo da ustvarijo razdeljeno družbo. Ne? Ker mi kot družba v resnici nismo razdeljeni. Meni nenehno vsi mediji dopovedujejo, kako smo mi, da smo menda čisto razdeljeni. Ne? In jaz, če pogledam okrog sebe, svoje sosede, jaz nisem nič razdeljena. Ne? Moji sosedi so muslimani delavci, Srbkinja medicinska sestra, Makedonci na tej strani. Skratka, gre za nek konglomerat neelitne soseske nad bolnico Golnik. Ne? Spodnji sosed je še rekel, da bo, ko ni hotel nekaj mu sosed pristati, je rekel, bom pa ciganom prodal hišo. Ne? Skratka, se je, preden so se naselili sosedi, ki so zdaj. Ne? In jaz ne vidim nobene te delitve med ljudmi. Ne? In to govorjenje o tem, kako so ljudje razdeljeni in razcepljeni dejansko, jaz bi to res poimenovala divizionizem, producira ta občutek, da mi smo pa res, kako smo razdeljena družba. Zdaj pa, ker sploh ne gremo ven in se ne vidimo, pa res dobimo občutek, da tam čez za onim hribom so pa moji sovražniki, ker jaz sem tisti, ki sem nenehno izgubljam. Ne? Nenehno mi govorijo, kako moj davkoplačevalski denar gre vam, ki ste zagamani paraziti, bodi si v socialnem smislu ali pa v političnem smislu. Ne? Tako se mi zdi, v eni točki se mi v tej knjigi dejansko odpre to okno razumevanja teh procesov in to se mi zdi zelo fino. Ne? Žal pa, kot rečeno, ne, se tam ni zgodilo nič takega, kar bi naslovilo to vprašanje. V bistvu je še huje, ne? Kot je že nakazala Tina Bizjak, več anekdot iz življenja Bell Hooks naslavlja ravno to bizarno situacijo, ne? Kjer ta nek divizionizem sproži, da razredno neenakost upravičujemo z rasizmom in seksizmom, včasih se zgodi tudi obratno. In zdaj je tu vprašanje, kdaj in kako se ena oblika neenakosti izrablja za zakrivanje druge, oziroma zakaj takšni obratni prikrivanja dejanske diskriminacije dejansko delujejo. Zgodovina boja proti neenakosti je polna kontradiktornih pozicij, kjer je boj za pravice ene skupine posredno pomenil teptanje oziroma ohranjanje neenake situacije drugih. Zdaj spet je morda na mestu, da omenimo Angelo Yvonne Davis, ki v odlični knjigi Women, Race and Class zelo jasno popiše, kako je bil boj za volilno pravico žensk v Združenih državah Amerike izrazito rasističen. Čeprav so te iste ženske, ki so se borile za volilno pravico ali pa pač ženske z podobno pozicijo, izhajale iz predhodnega boja za odpravo suženjstva oziroma vzpostavitev pravic temnopoltih oseb. In kako si naj zdaj na tem mestu razlagamo in seveda tudi nujno kritiziramo boj za enakost na račun neenakosti drugih. Jaz ne verjamem, da katerakoli od teh skupin, bom rekla, zavestno se zavzema za lastno enakost na račun neenakosti drugih. Ne? Skratka, tukaj po moje ne gre za, recimo ta primer volilne pravice žensk. Ne? Mislim, da ne gre za to. Ne? V osnovi bi jaz rekla, da vprašanje zavzemanja za pravice je v osnovi skozi celo zgodovino bilo takšno, da je potekalo tako, da so zahteve enih skupin odprle možnost za zahteve drugih skupin in to se še vedno dogaja, kot vidimo. Ne? Vprašanje je, kako tisti, ki so že enaki, zdaj bom tako rekla, prenesejo zahtevo po enakosti, ne? Ki se pojavi kot neka podzahteva, recimo. Ne? Mislim, da danes je recimo en od takih drastičnih primerov vprašanje transgender oseb v relaciji do nekaterih, bom rekla, feministk ali pa tudi, bom rekla, skupin feminističnih. Ne? Kako
kako je razumljena zdaj ta zahteva, kako nenadoma, ne? In tukaj se vidi, kako je intersekcionalnost dosti boljše izkoriščajo tisti, ki diskriminirajo, kot pa tisti, ki se, bom zdaj uporabila to famozno množino, borimo za večjo enakost pa za pravice vseh, ne? V resnici zelo spretno jo izkoristijo vsakič, ne? In v resnici skonstruirajo ta nek konstrukt sovražnika, ki pravzaprav se potem na nek način ta neka kvazi javnost spravi na njega. Tako da jaz mislim, da tisto, kar je ključno v tem trenutku, so predvsem obrambe nekaterih pravic, ki že obstajajo na eni strani, na drugi strani pa poskus vzpostavitve, če je to sploh mogoče, ker mislim, da smo popolnoma v defenzivnem položaju, vzpostavitve nekaterih osnovnih mehanizmov enakosti, skratka, to bring them back, ker drugače jaz ne vidim iz te situacije pravzaprav nobene poti ven, vsi ti upi, ki so bili zdaj, saj ste videli, pandemija, zdaj pa bomo nenadoma vsi solidarni drug z drugim, mislim, lepo vas prosim, kdaj je še v krizni situaciji solidarnost narastla? To vrstni, ne? To se ni zgodilo. Mi smo lahko, bom rekla, v glavnem ženske, smo lahko v 80-ih letih v Sloveniji odprle vprašanje feminizma, ne zato, ker nismo bile enake takrat, ker smo bile socialno absolutno deprivilegirane in ker je bilo katastrofalno razsulo in je vladala absolutna neenakost. Ne, natanko zato, ker smo bile relativno enake in smo lahko začeli odpirati nekatera vprašanja, ki niso bila odprta. In tukaj se zdaj postavi vprašanje, kaj pomeni sploh ta radikalna razredna neenakost ali pa socialna deprivilegiranost. Kakšna vprašanja sploh odpira? A odpira zares vprašanje revolucije? A odpira katera druga vprašanja? V tem se mogoče pokaže tudi ta umeten konstrukt vzpostavljanja kategorij kot nekih homogenih enot, naprimer ženske, temnopolte osebe, ki so pa v bistvu je vedno prepletenih več teh neenakosti in mogoče tudi uspešnost kapitalističnega sistema, v katerem se zdi, da potem taki poskusi pravzaprav izjalovijo na način, da si posamezniki v bistvu želijo uspeti v tem sistemu in ga ne uničiti. In ta neka zakoreninjenost kapitalistične miselnosti se mi zdi, da se lahko bere tudi skozi to knjigo Bell Hooks, ko tolikokrat naslavlja ravnanje z denarjem, se pravi, ali pa pomembnost vrednosti časa. To so, se mi zdi, da stvari, ki dobijo tak pomen in tako konotacijo samo znotraj kapitalističnega sistema. Se pravi, nekako pomembno, da se zavedamo te intersekcionalnosti nekako. Morda, če ste želeli še kaj dodati? Je bilo eno vprašanje, sem ga videla v chatu, ampak mogoče lahko, če bo še kakšno, pa jih zberemo potem. Morda bi se zdaj premaknili k recimo zaključnemu delu pogovora o tem, kako dekolonizirati naš lastni oziroma kakšne solidarnostne prakse sploh obrati. Zdaj, nek kritično-pedagoški narativ Bell Hooks sam deluje radikalno na subjekte, ki posežejo po njenih delih, preko avtobiografskih zgodb, teoretičnih konstelacij, efektivnih doživljanj na svetu iz lastnega življenja. Bralki omogoča, da se zamisli, premisli, kakšen je položaj, katere zmotne predstave ali nevednosti jim omogočajo živeti bolj ozaveščeno, kritično v trenutnem svetu. Seveda tudi preko tega kritičnega branja njenih del.
Pri tem pač seveda se lahko tudi zgodi kontraučinek, da razumevanje lastne pozicije in kompleksnosti družbenih neenakosti, ki so tako globoko ukoreninjene, kar je ravno kar omenila tudi Tina, sproži občutek nemoči, da se nič ne da spremeniti. Zdaj, po eni strani je vprašanje, torej, Bell Hooks res uspe zapopasti ravno tiste ključne momente prebujenja v subjektu s tem svojim načinom pisanja in vsebinskimi poudarki, in po drugi strani, kako v bistvu izpeljati iz tega neke nasvete za solidarno, humanitarno prakso, ki jih v knjigi načeloma ne primanjkuje, so seveda kulturno-zgodovinsko specifični, ampak se jih do neke mere ali popolnosti da prilagoditi. Zdi se namreč, da kljub številnim vsakodnevnim možnostim te vedno bolj izginjajo iz našega horizonta možne prakse. In temu zagotovo botruje, kako smo že govorili na začetku pogovora, razgradnja socialne države, socialnih servisov, posledična komodifikacija vseh vidikov naših življenj, kjer se zdi, da je solidarnost v bistvu najbolj prekerna izmed možnosti. Princip zero-sum game, v kateri nekdo zagotovo izgubi, ne pa non-zero-sum game, kjer medsebojna solidarnost v bistvu krepi obe strani. Kaj lahko naredimo, da ozavestimo lastno pozicijo in ko imamo to zaveščeno in si želimo stopiti na pot, recimo brezrazredno družbo, kaj narediti, kakšne solidarnostne prakse tle ubrati. Ja, res je. Hooks v bistvu skozi primere, oziroma, če začnem tako, Bell Hooks je rekla, da je začela pisati to knjigo pri zadevanju, da bi nekako razjasnila lastno osebno popotovanje iz delavskega razreda v svet, tako, ki ga imenuje svet obilja. Da bi bila v bistvu razredno ozaveščena in bi s tem pridobila nekako orodje za spopadanje z neenakostmi. Pravi, da je v bistvu začela, ko je začela razmišljati o razredu, prvi tak velik konflikt, razredni konflikt v njenem življenju povezala z odločitvijo, kam naj gre na college. Takrat je namreč, zapiše, zapustila segregirani svet revnega in delavskega domačega okolja ter odšla v šolo privilegiranega razreda. In takrat pravi, da je ugotovila, da je presenetljivo imela več skupnega z belimi učenkami iz podobnega razreda kot s črnimi učenkami iz privilegiranega razreda, ki pač z njo niso imele teh enakih izkušenj o tem, kako je, če nimaš sredstev za tisto, kar želiš početi. Drugi veliki razredni konflikt pa pravi, da se je zgodil takrat, ko je postala priznana feministična mislica in kulturna kritičarka. Takrat je namreč denar, ki ga je zaslužila, postal vir konflikta med mamo, med njeno družino in prijatelji. Slednje to nelagodje, ki so ga čutili njeni bližnji, je povezala z dejstvom, da se denar velikokrat uporablja za način prisilne potrditve moči nad drugimi. Oziroma, da v potrošniškem državljanstvu, kot pravi, ni prostora za tiste, ki nimajo pridobitne moči. Zato se je v bistvu mi je bil to zanimiv primer, ko pravi sama, da se je prvič sama soočila tudi z lastno sposobnostjo sebičnosti in pohlepa. Namreč enega izmed virov za revščino, kot že omenjeno, Hooks omenja prav potrošniško kulturo. To sebičnost in pohlep je začutila, ko je kupila avto malo boljšega modela. Takrat je v bistvu njej postalo bolj kot skupna uporaba virov, se pravi ideologija, za katero se zavzema, pomembna ta navezanost na materialni predmet. Zato poudarja, da je v bistvu pri spopadanju z razrednimi neenakostmi in drugimi neenakostmi ključnega pomena izobraževanje v kritično zavest od trenutka, ko otroci vstopajo v potrošniški svet kapitalizma. Skozi vse te lastne primere in anekdote, ki jih ona v knjigi navaja,
pa hkrati bralca, če povzamem Marino Grižinič, avtorico Spremlje besede, opozarja na zgodovinskost vsakega mišljenja, spoznanja in delovanja in s tem možnosti preobrazbe. Zdi se mi, da kot že omenjeno, sama ponudi več možnosti k brezrazredni družbi, sama je na nekih delih tudi zelo pozitivno operjena, pravzaprav že pokaže na te posameznike, zapiše, da je seme upanja vidi v mladih, ki so prevzeli življenjski slog, tako imenovani življenjski slog nazaj k naravi, ki se borijo za okoljske pravice in se soočajo z razredno realnostjo ter si želijo ustvarjati pravičnejše družbe. Tako da knjiga pravzaprav skozi vzpostavljanje ozaveščenosti same Bell Hooks glede njene razredne pozicije v bistvu ponuja več iztočnic za ozaveščenost tudi same bralke oziroma bralca. Meni se zdi, da teh praks solidarnosti, o katerih je govorilo vprašanje, pravzaprav sploh ni malo, ne. Te, o katerih govori Hooks, zdaj nekatere so se pač že izkazale ali za zelo omejene ali mogoče celo za malo vprašljive, nekatere, pravim, tiste, ki jih pač opisuje, ali so bile, pa so izginile in tako naprej. Ampak če pogledamo danes okrog sebe, se mi zdi, da tega sploh ni malo. Ampak jaz bi majčkeno drugače zastavila, ne. Meni se zdi, da obstajata dve nujni in enako pomembni poti, ne. Ena je ta pot vzpostavljanja solidarnosti na dnu, bi jaz rekla, ampak ne na dnu v smislu, v materialnem smislu, ali pa ne samo v materialnem smislu, ampak bolj v smislu najbolj zanemarjenih, najbolj odrivanih, najbolj prikrivanih problemov v družbi, ki jih pač producira in izkorišča kapital, ne. Primer je recimo skupnost Roga, ki je bila pred kratkim nasilno žal izgnana. Primer je samoorganizacija žensk pred 3 desetletji proti nasilju nad ženskami. Primer so lokalne ekološke iniciative, ki jih tudi Hooks omenja, ne, ki se povezujejo v mreže in ki jih ni malo v Sloveniji. In primerov takšnih solidarnostnih skupnosti je veliko, obstajajo od nekdaj, se pa seveda v času spreminjajo, ker se pač odzivajo na situacije. Ampak druga pomembna pot, ki jo jaz vidim, ki pa ne vem, a sploh obstaja oziroma a se bo odprla, je pa pač boj za ponovno vzpostavitev politike kot upravljanja skupnih zadev v korist skupnosti, ne. Ker že dolgo nam vlada, če lahko rečem z Rastkom Močnikom, kompradorska buržoazija, ne, kar počne z nizkimi plačami, z nizkimi davki na kapitalske dobičke, z nizkimi okoljskimi standardi, ravnokar spet lahko gledamo zniževanje standardov na področju varstva voda, recimo, ne. Potem z zmanjševanjem pravic iz dela, s širjenjem že velikokrat danes omenjenih prekarnih oblik zaposlitve, s slabitvijo sindikatov, s podrejanjem izobraževanja in nenazadnje seveda s splošnim stopnjevanjem represije, ki ga zelo dobro čutimo na lastni koži v zadnjem letu, ne. In cilj tega sistema vladanja pač ni blaginja prebivalstva, ali pa vsaj tudi blaginja prebivalstva, ne, ampak je samo zgolj lastna blaginja vladajočega sloja. In da je tako, je v Sloveniji kruto očitno že najmanj zadnjih 10 let. Zdaj, a pa je možno politiko kot upravljanje skupnih zadev v korist skupnosti še vzpostaviti in kako je mogoče to narediti, to moram reči, da pač presega moje miselne sposobnosti, vsaj v tem trenutku. Zdi se mi pa še nekaj, ne, da za kakršnokoli
prihodno spremembo reda, v katerem živimo, je ključno, a se bodo te solidarnostne skupnosti, o katerih sem najprej govorila, znale povezati, se podpreti, in ali se bo pojavila politična sila, ki bo cilje teh solidarnostnih skupnosti prepoznala tudi kot svoje cilje, oziroma ali se bojo te solidarnostne skupnosti povezale, se podprle in se same preoblikovale v politično silo z jasnim ciljem, pač blaginjo za vse. Tako jaz vidim stvari. To je zdaj bila taka izvrstna analiza, Mojca, ki jo jaz absolutno podpišem. In tisto vprašanje, po moje, ki si ga postavila, tam si rekla, da tam pa ne veš, kako bi lahko odgovorila na to, da nisi dovolj. To ni teoretsko vprašanje, ne? Saj zato ne moreš odgovoriti na njega. Ne? In jaz bi zgolj nadaljevala tukaj, mislim, zelo dobro si pokazala tudi te dve obe strani, ne? Kjer je vprašanje, a se dejansko da te punktualne stvari ne samo povezati v mrežo, ampak iz tega ustvariti tudi neko politično moč, ki bo sposobna, ne, ki bo sposobna prinesti to na politično agendo na ta način tudi, da bodo ljudje prepoznali to neko vrednoto ukvarjanja, bom rekla, s politiko v dobro vseh nas, skupnosti, ne. Tako da tu se mi zdi ključno, no, in če je kakšna naloga, bom rekla, če obstaja kakšna intelektualna elita in če ima kakšno nalogo, potem ima prav gotovo v tem trenutku to nalogo, ne da pač, po moje tudi ne, da teoretizira zgolj, ne, ampak najbrž tudi to, da se poda bom rekla, v areno tudi, ne, sploh v tej situaciji, v kateri se je pač izkazalo, da nivo, če zdaj govorim samo o Sloveniji, ampak to je, kot vidimo, recimo v postsocialističnih državah široko razširjen fenomen, da pač tisti, da smo opustili, tako bom rekla, da smo opustili, da ker pač se nismo ukvarjali, ne, na politiko tudi na mainstream način, to pomeni v smislu pridobivanja politične moči skozi neke strankarske mehanizme, ne, da smo dopustili, da so vstopili v politiko ljudje, ki dejansko se rekrutirajo, bom rekla, po principu neke izbire, ki je po moje katastrofalna, ne. In potem, ko se vprašamo, kdo nam vlada, ne, res je, da mora biti politični sistem oblikovan tako, da tudi, če pride najhujši norec, da zdrži, ne. In videli smo, da na nek način je ameriški politični sistem, bom rekla, seveda kot ne sam na sebi, ampak da ima neko trajnost, ne, da lahko se tudi ponovno dokaže kot nekaj, kar ima nek potencial, ne, da v končni instanci odstavi še takega norca, ne. Tako da se mi zdi, da tukaj je neka vloga, ki bi seveda bila, in zdaj bom tudi poskušala odgovoriti na tisto vprašanje, ki ga je Gorazd postavil v chatu, ki pravi, kako to, da ljudje, pripadniki določenih skupin sprejemajo divizionistično propagando politikov. Če politiki ne bi našli odzivne publike, ne bi izvajali to vrstnega populizma. Res je. Seveda je res, ne? Ampak spomnite se Radovana Karadžiča, ko se je razpadala Jugoslavija, ko je prišel v Bosni in ko je dobesedno čisto vsak dan izjavil, muslimani in Srbi ne morejo živeti skupaj. Kar je bila čista laž. Ne? Tisto, kar se po moje nam dogaja, ne, je dejansko to, da mi bomo morali živeti skupaj.
kakorkoli se bo že išla ta situacija. Mi zdaj živimo skupaj in bomo morali živeti skupaj. In kdorkoli nam govori, da ne moremo živeti skupaj s tem, z onim ali z drugim, ne, nam v resnici laže. Ne. In ta divizionizem seveda ima realno osnovo. Ima realno osnovo v tem, da pač je ta sistem proizvedel toliko in toliko takšno in takšno število luzerjev, ki so pač v poziciji, kjer so izgubili. In dejansko ne vidijo perspektive. Ne. Edina perspektiva je ta ameriški sen, ki se ga deli hitro, skratka to, kar kritizira Bell Hooks, hitro bogatenje. Ne. Poglejte, koliko ljudi igra, saj ona tudi o tem govori, igra recimo loterijo. Poglejmo, mislim, nismo imeli ropi so in tako naprej. Skratka, ta nek ameriški sen hitrega, jaz bom si pomagal, ker gre za to, da pomagal si boš pa lahko samo individualno, ne? Drugače ti ne bo noben pomagal. Ne? Tako da se mi zdi, da je ta divizionistična politika dejansko naleti na ta ugodna tla, natanko v tej točki brezperspektivnosti. Ne? Potreben je pa Münchhausenov efekt, vse veste, kako izgleda. Ne? Baron Münchhausen se je takrat, ko je padel dol, ne, z tistega cerkvenega zvonika in je veliko luknjo izkopal, hkrati je potem se primil za lase in se je potegnil ven. In to je v resnici Mojcino vprašanje. Ne veš, kako, tako da se bomo tako potegnili ven. Ne? Tako da, če bomo pa tega zmožni, jaz ne vem, če bom jaz, moja generacija, ne, katera generacija bo zmožna. Ne vem, jaz ne čutim te moči, da bi se lahko podala na to fronto še sploh. Ne. Kdo se bo podal, če se ne bo noben, po moje, nam ne bo lepo. Na Facebooku smo dobili še eno vprašanje, in sicer, kaj pa status starejših žensk z majhnimi penzijami ali pa celo brez? To je vprašanje po moje za celo generacijo. Ne? Recimo jaz, ki sem izgubila 6 let delovne dobe zaradi feminističnega aktivizma, ne? Ker si nisem takrat pač plačevala in nisem imela službe, takrat, ko pač smo bile aktivne. In moj status, recimo, zdaj bom govorila spet osebno, bo v trenutku, ko se bom upokojila. In si tega ne želim in upam, da bom čim dlje zdrava in da bom lahko v svoji prekerni instituciji, ki velja sicer za parazitsko, delala, koliko časa se bo dalo, bom pač recimo prišla v situacijo, ko ne bom mogla vzdrževati stanovanjske enote, v kateri zdaj živim, na ta način, kot jo zdaj. Ne. Medtem, ko ženske, ki recimo razlika med mojimi starši in ženskami, ki se zdaj se bodo upokojile, je pač neverjetna, ne? Ker takrat so se lahko, ko so se upokojili relativno zdravi še in so doživeli in doživljajo še vedno svojo pokojnino. Ne? Zdaj bodo ženske, če ne bo ta minimalna pokojnina zagarantirana kot nekaj, kar je absolutni znesek, ki ga bi vsak moral dobiti, ne? Kot neka državljanska pokojnina, ki bi morala biti, se mi zdi, da je to nekaj, kar bo in predstavlja, saj vemo, strašen problem, saj smo to zdaj videli. Ne? Mislim, da tukaj sploh, da si zadeva tako kot vprašanje, ali otroci lahko hodijo lačni v šolo, v resnici sploh ne bi zaslužila premisleka, če tako pomislimo, da je to vprašanje, ki se ga v resnici da rešiti tehnično, tako rekoč. Ne? Seveda, če bi obstajal nek politični dogovor, da je to vprašanje, ki ga moramo rešiti. Ampak očitno to seveda ni vprašanje, ki bi se na tak način postavljalo. Ne?
Ja, Simone de Beauvoir je zapisala, da se prav v usodi starejših v bistvu družba razgalja, da nas je vedno imela za orodja in je tudi v bistvu pozicijo starejših treba razlagati v odnosu do ekonomije in kapitalističnega sistema. Kelleher tudi zapiše, da pravzaprav obstaja poleg tega razrednega sramu, ki smo ga prej omenjali, tudi tako imenovana sramotna smrt, kadar ljudje umirajo predolgo. To je veliko čez rok, ko jih je družba še prepoznala za uporabne in koristne. In med take uvršča osebe, ki umirajo dolgo časa z nalezljivimi boleznimi ali pa osebe, ki živijo v domovih starejših občanov. Tako da se mi zdi, da je tudi čez ta diskurs treba razumeti pozicijo oseb v domovih za starejše v času naše epidemije. Tina, kako bi morda naslovila lastno pozicijo, pa ne nujno razredno, ampak pozicijo moči neke mlajše generacije, politično pozicijo, v kateri se je znašla mlada generacija, ki mora zdaj reševati torej to krizo, ki je nastala z razpadom socialne države? Ali vidiš v Bell Hooks in njenih primerih morda kakšne dobre prakse, ki bi pomagale trenutni generaciji? Bell Hooks pusti veliko stvari odprtih, ampak hkrati omenja veliko izhodov, ki se mi zdi, da bi pomagali, samo kako do njih prideti, ni tudi čisto pisano, če pač ona verjame v to vizijo solidarnostne prakse, ki smo danes že velikokrat omenjali, omenja delitev zaposlitve na tak način, da bodo vsi dobili plačo, s katero se lahko preživijo, oblikovanje takšne volilne politike, da bomo lahko glasovali, kam gre davkoplačevalski denar, čeprav smo to tezo danes vmes že zavrnili, tako da ne vem. In pa ureditev stanovanjske politike na način, da bojo vsem dostopna varna stanovanja. In ta ureditev stanovanjske politike na način dostopnih varnih stanovanj se mi zdi mogoče prva točka, kjer bi lahko začeli aktivno delati, ker se mi zdi, da je zdaj, sploh v času epidemije, se to tudi pokazalo kot eno tako ključno vprašanje, ki ga je treba naslavljati ne samo v oziru mlajših generacij, ampak tudi starejših. Zdi se mi pa tudi, da mora biti ta pravzaprav politični boj medgeneracijski, da mora se vzpostaviti tudi medgeneracijska solidarnost, zato da bo lahko uspešen in nekako presegati, iskati načine za preseganje teh kategorij, ki nas omejujejo. To so pa in jih proizvajajo pravzaprav mehanizmi, kot so ravno starost, spol, rasa. Zdaj, če bi mogla povedati točna izhodišča za naslavljanje teh stvari, pa ne vem. Ampak zdi se mi, da je v ospredju. Če začnemo s stanovanjsko politiko in če razčistimo to, bomo že veliko naredili, pa ta medgeneracijska solidarnost. Na tem mestu bi povabila tudi vse, ki ste prisotni na Zoomu, da se lahko oglasite in morda še zastavite kako vprašanje, kako komentar, preden zaključimo zdaj že kar nekaj časa trajajočo okroglo mizo. Morda za malo lažjo koordinacijo, lahko mislim, da če kliknete na reactions spodaj desno, dvignete roko, pa vas povabim k besedi, oziroma nek znak, da se želite prijaviti k besedi. Jaz bi mogoče še rekla, medtem ko čakamo, če bo kdo še kaj vprašal ali pa komentiral, da smo skritizirali knjigo res po dolgem in počez, pa bi spomnila na to, kako lepo jo je Vlasta pohvalila. Knjiga je res lepo napisana, marsikaj da misliti. Če pa berete tudi v drugih jezikih, kar ne dvomim, da marsikdo bere, je pa seveda so pa dostopne knjige Bell Hooks, tako kot je napisala Jasmina Šepetavc, take, pri katerih bi bilo boljše začeti jo brati v marsikaterem jeziku.
Jaz sem bila tudi malo jezna na trenutke, ko sem knjigo prevajala, tako kot je Vlasta povedala, da je bila, pa vendar Bell Hooks ima nek prijem, s katerim te zadene na mehko mesto in te potegne za sabo in ti da misliti v pozitivnem smislu. Hvala za to zaključno misel. Povabim še k temu Tino in Vlasto, da morda za konec, preden se poslovimo, še sami prispevata zaključno misel o tem, kako vam je bila ta knjiga, oziroma nek napotek morda za poslušalke. Do takrat, ko to premislite, pa vidim, da je Dada Bac dvignila roko, pa še lahko morda imamo čas za kratko vprašanje oziroma komentar. Ja, lep dober večer vsem. Jaz bi se vsem vam zahvalila za vaš čas, za vaše razmišljanja, ki bo verjetno trajalo še dolgo večer. Hvala. Ej, Dadi, hvala ti za to. Jaz sem že rekla, ne, da je knjiga izvrstna. Mene se je močno dotaknila. Mene se je močno dotaknila in je res zbudila v meni, bom rekla, mislim, če te nekaj razjezi, potem ti tudi da misliti, seveda, ne. In v bistvu je to dobro. Avtorji, ki te razjezijo, so dobri avtorji zares. In če tega ne naredi, če te pusti hladno, potem seveda to ni to, ne. Tako da to je v bistvu tisto, kar je na knjigi pozitivno, ne. Ja, in ta biografska nota, ki je pač fantastična, ne, v tem smislu, da je prepletena z premisleki, ki so ta pravi, ne. Ina, še kakšna zaključna misel s tvoje strani? Ja, hotela sem reči jaz, da si zahvaljujem za knjigo, ki ste jo prevedle, ker sem jo imela pred 20 leti v rokah v Angliji in takrat sem čutila, da si želim takšno podobno stvar napisati, vendar vam povem, je treba izrazito veliko poguma zastopiti celo tukaj na to med vas, kaj šele tako v javnost politiko, ne, aktivno politiko. Jaz sem hotela samo nekaj reči, na stotine je žensk na Soči, v tej generaciji rojene tam leta, ne vem, od 1960, 1955 do 65, ki so izgubile službo in ne dobijo več, druge seveda zdravje jim je popolnoma popustilo. Večino so uvrstili v fibromialgijo, to je to vnetje živčnih končičev, in je tam prav se vzpostavlja vprašanje, a je kdo, ki bi raziskal te zgodbe, a ne, ki jih je, dejansko so jih pripravljeni, tam je ena socialna delavka zelo zainteresirana, da bi se raziskalo ozadje, ne. Toliko, kolikor se spominjam, mogoče bo kdo od raziskovalcev hotel več vedeti, pa bom dala več podatkov. Torej, moje ime je Jasna Delfar, tako da smo skupaj imeli že večerjo in ja, istočasno smo vas pač poslušali, tako da hvala. Ja. Hvala, Aca. Hvala, Jasna, za to informacijo in za javljanje. Pustimo na koncu še besedo Tini in potem zaključimo.
No, pa da zaključimo v takem duhu, ker je v bistvu knjigo nekako zaključila tudi Bell Hooks. Ona pravi, da je bilo bolj kot pri katerikoli knjigi, ki jo je kdaj napisala, da je prav pisanje te vzbujalo močno bolečino. In se mi zdi, da je prav, da preberemo to knjigo, se mi zdi, da v nas vzbuja občutke, tudi različne, kot smo jih danes že med debato načeli. In zdi se mi pomembna tudi zaradi tega, ker Hooks naslavlja, da v bistvu se v razredu pravzaprav ne govori, čeprav kamorkoli se obrnemo, smo soočeni z vedno globjim prepadom med bogatimi in revnimi. In mogoče je ta prepad danes še toliko bolj viden skozi prizmo epidemije, tako da se mi tudi v tej luči zdi vredno knjigo prijeti v roke in se z njo spopasti. Zato, da se ne bo več zdelo, da ni nikomur mar. Hvala sogovornicam za kritično pretresanje knjige Bell Hooks, Naša pozicija, razred je pomemben, in vsem, ki ste vztrajno in pozorno poslušali naš pogovor. Ne se poslavljamo. Nasvidenje. Hvala z moje strani vsem. Lepo bodite.